Novo študijsko leto, polno vznemirljivosti, a za mnoge skaljeno z iskanjem študentskih postelj so stanovanj. Generacije spet rastejo. Vsi tisti, ki ne pridejo v študentske domove, so prepuščeni nemilosti trga. Ja, 500 evrov je, plus stroški so. Ljubljana, Maribor, Koper. Vi bi potrebovali še 1000 postelj. Ja, tako trdim že nekaj let. Bivanjski pogoji, cene. Poleg tega, da nas zanima, kakšne so sobe v študentskih domovih, koliko tam študenti plačujejo za bivanje, nas seveda zanima tudi, kaj se dogaja na trgu, kaj zasebniki oddajajo študentom. Tukaj nekaj naključno zbranih lokacij po različnih koncih Ljubljane. To bosta šla pogledat in preverila, kakšno je stanje, kakšni so pogoji plačevanja in tako naprej. Sam za eno osebo, ali za stavilišče. Za stavilišče. Je pač gore, a vidite, to je fotelj, da se raztegne, pa imate pa gor, pač gore, lahko imate na to solavnico. Imate gor pač te police, kjer lahko date pač takele škatle, vidite to bo zakatele, pa če hočete jih malo oblečete, da je leško še posodati. Je posoda nisem sem bila za eno obiska. Tukaj je v holcu za vas, za mene, za Marči je pa čisto posebej varno. Kaj pa najemnina? Ja, vse piše, ne? Ja, se Kaj cite, približno 500. Ja, 500 evrov je, plus stroški so. Naselje Rožna dolina, blok 1, prvi študentski blok, zgrajen leta 1950 po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja. Zgrajen je bil z mladinsko delovno akcijo, udarniško. To, kar vidimo belo, je blok, kakršen je bil. V tem pozgornji del, ki je bil takrat nadzidan, je pa v bistvu najnovejši standard bivanja. To so tako imenovani enojčki. Lep pozdrav, se opravičujem, da ne smemo stopiti naprej. Kar izvolite. Hvala. To je garsonjera, ne? To je garsonjera, enoposteljna garsonjera s svojo kupno kopalnico, tako da je študent popolnoma na svojem. To je za te pridne? To je za te pridne. A ste zadovoljni tukaj? Jaz sem pa zadovoljna. Maja je prej bivala v eni od sob v nižjem nadstropju, kjer imajo študenti skupno kuhinjo. Par let nazaj so izrazili željo, pa smo še mikrovalovke nabavili, pa pečice dejansko. Z tega smo imeli že zamerali, ko so rekli, da niso v redu, ker ne morejo cel piščance odgledati. Pa skupne sanitarije in tuše. 2 tuš kabini na koliko študentov? To je 30 gitalne. 14 domov je v tem naselju, preko 3200 ležišč. Eden od domov, 12, pa tudi za družine. Ponovadi tako, da v eni sobi so otroci, drugi starši. 5 je tudi predelana tako, da so apartmaji, s tem, da je pritlični del predelan za invalide, recimo. Stanovanje za gibalno ovirane imajo tudi na Mariborskem Lentu. Tukajšnji študentski dom je izjemno priljubljen, ker je v neposredni bližini mestnega središča in dogajanja. Večina študentov, ko pride sem, dejansko tudi potem ostane do konca svoje študije, se sploh ne preseli. Pa vi bivate, Liza? Tako. Nam pokažete sobo, prosim? Liza Škul, študentka strojništva iz Škofje Loke. To, ko imam eno posteljno sobo, mi da neko zasebnost za zelo ugodno ceno. Imaš potem tudi cimre, s katerimi pač ali se ujameš ali ne. Jaz sem imela to srečo, da se. A je vse to, kar tukaj imate, izpolnilo vaše pričakovanja? Ste pričakovali to, ko ste prišli sem? Iskreno sem pričakovala veliko manj. Glede na to, da sem iz gorenjskih koncev, sem prej videla samo študentski dom v Ljubljani in je bil v absolutno veliko slabšem stanju. Liza biva v kampusu na Gosposvetski, 4 domovi so na tej lokaciji. To je, bom rekel, kategorija, katere študentje najbolj obožujejo. To je kategorija apartmajski sistem, kjer imamo, bom rekel, od 4 do 8 stanovalcev na apartma, skupna kuhinja in skupne sanitarije. Še tudi perček balkona. Da sobe, kuhinje, kopalnice in oprema čim dlje ostanejo v uporabnem stanju, je odvisno predvsem od študentov. Od tega, kako skrbijo za čistočo, kako strog je hišni red. Študente morajo po pravilniku domskega reda spoštovati osnovno minimalne higienske pogoje in to tudi redno tedensko kontroliramo. Sem se preselila iz Stopniške,
zato ker mi je v bistvu hodim tudi na FDV, pa mi je v bistvu tudi bližje, pa predvsem zaradi tega sem se preselila. A je to kak problem, zamenja dom? V bistvu ne, mislila sem, da bo večji problem, ampak sem v bistvu jaz včeraj sam klicala, pa so mi rekli, da je prosto. Ko študent, ki seveda izpolnjuje pogoje za študentski dom, dobi posteljo, je miren. Če ima status, če torej pridno izpolnjuje študentske obveznosti, v domu lahko ostane vse do konca študija. V študentskem domu sem od aprila, predtem sem bila po stanovanju, ker nisem takoj dobila na prvi rok študenta. Pogoji so enaki za vsa univerzitetna mesta, za vse študentske domove po državi. Poleg statusa se upošteva dohodek na člana družine, ki ne sme presegati 150% povprečne bruto plače. Cenzus letos znaša dobre 3000, kar pomeni, da starša dveh šolajočih se otrok na mesec lahko zaslužita največ 12.143 evrov bruto oziroma dobrih 6000 neto skupaj. Pogoj je tudi, da študent prihaja iz kraja, ki je 25 km oddaljen od kraja študija. V bistvu sem prej stanovala v stanovanju, sem plačevala 200 evrov za stanovanje, potem pa niso bili fiksni stroški, tako da stroški so bili od 50 do 80 evrov. Koliko plačate pa za sobo v študentskem domu? Zdaj sem plačevala 118 evrov. Je v bistvu fino, da nimaš takih velikih stroškov z bivanjem, ker v bistvu prideš študirati. Že sama življenje v Ljubljani mi se ostane nekaj. Zdravo. Kaj bo stroški? Tak, 180 evrov na mesec. Ja, zato ker pač ne gre drugače. Mislim, se kričal me ful, ne. Predvsem me kričajo pač iz Kosova, ki pa Albanije, pa kako glih toliko nočem me kriče skozi. Meni so večinoma na roke kričali, ne pa kako povodbi, no. Ja, tako da pač meni je boljš na roke, pa na reči. Poleg prej naštetih pogojev za vpis v študentski dom imajo prednost tisti, ki so bili uspešnejši na maturi ali pri zaključnem izpitu. Točkuje se tudi materialni položaj, s tem korigirajo visok cenzus in od kako daleč študent prihaja. Pomembne so tudi subvencije, ki veljajo za javne in zasebne študentske domove oziroma za zasebnike s subvencijo. Ta na mesec znaša slabih 28 oziroma 32 evrov. To je skupna kopalnica, To je skupna kopalnica, tle so 3 enoposteljne sobe, tole je ena dvoposteljna sobca, tole je pa kuhinja. Primož Okoren se, tako kot se morajo vsi zasebniki, vsako leto prijavi na razpis za subvencionirano bivanje, ki določa tudi pogoje, a zasebnikov, ki bi oddajali študentom, je vsako leto manj. Zakaj? Najprej zato, ker so, tako Okoren, subvencije izgubile svoj namen. Od začetka, zapravo 20 let nazaj, je skoraj vsak, ki je iskal sobo, vprašal, ali imate tudi sobo subvencionirano. Zadnjih 6 do 7 let praktično ni bilo niti enega študenta, ki bi imel subvencijo oziroma bi prosil za njo ali pa imel odločbo za to subvencijo. Vsi rajši vzamejo dodatek za bivanje pri zasebniku. Kar je razumljivo, dodatek je višji in znaša 95 evrov. Subvencija in dodatek se namreč izključujeta. Drugi pomemben razlog pa je turizem. Zmanjšuje se po mojem mnenju predvsem zaradi enodnevnih gostov oziroma turistov in Airbnb. In ravno na račun turizma se vsako leto izrazito zmanjša število stanovanj za študente v prestolnici in na obali. Mnogi študenti pravijo, da je tule na Primorskem problem tudi ta, da jih lastniki stanovanj vržejo ven takrat, ko pridejo turisti v Koper. Ja, res je tako, do 31. maja, če se ne motim, je pač obdobje, ko si lahko noter, potem pa pač moraš iti ven. Kjara in Maša sta študentki Primorske pedagoške fakultete. V študentskem domu Barka se na vsakem koraku čuti, da je bil to nekdaj hotel. 4-zvezdični, nekoč v lasti Luke Koper, ki ga je Primorska univerza lani odkupila. Prišli smo februarja, ko se je ta Barka odprla. Torej med prvimi. Tako, ja. Pa tukaj pač v redu je super, no. Vi poleti sobe oddajate tudi v turistične namene, takrat, ko študentov ni. V bistvu v vseh, ne samo v tem. To se je izoblikovalo dolgoletno skozi dolga leta. Ta praksa, približno 70% naših študentov gre domov čez
poletje. Kuhinjce so zdaj zelo pomožne, ampak to bomo v nekaj mesecih zdaj predelali, da bojo spodobne kuhinjske niše primerljive pač z drugimi. Ja, najbolj mi odgovarja morje. Tako da ja, Ljubljana mi je preveč, tako da sem rekla Koper. Aha, je to prednost tega konca? Ja, bolj sproščeno je, no. Imaš čas učenja ob morju je kar velika prednost, no, da se sprostiš vmes. Koliko plačujete za sobo? Če je 4 postelja, je 95 na mesec, 2 postelja je pa 125, se mi zdi. Se mi zdi, da to je en izmed boljših študentskih domov, ko jih imamo v Sloveniji, ker pač doma še pogled na morje, pa klimo v sobi, tako da. Vsaka soba ima svojo kopalnico, pa WC, tako da si ne rabi celo nadstropje deliti. Je res je fajn. Koliko plačujete za to sobo? Mislim, da je 110 evrov ta velika. Študentskega doma Korotan sredi Portoroža se verjetno mnogi med vami spomnite iz svojih študentskih dni. Že od nekdaj se namreč tu poleti zbirajo študenti z vseh koncev, ki se na obalo pridejo zabavati. To je za 130 študentov postelj. Seveda ni dovolj niti za našo turistiko, ki je tukaj zraven. V ta dom nameščamo pa tudi študente fakultete za pomorstvo in promet, ki pa sicer spada pod Ljubljansko univerzo. Pomanjkanje študentskih sob je na obali daleč največje. Vsakodnevno se srečujem s stiskami študentov, pojasnjuje sogovornik, a prostorske zmogljivosti so, kakršne so. Zloglasni akademski kolegi, zunaj pa velik napis z opozorilom, da omet odpada. Stavba neprecenljive vrednosti iz leta 1938, ki jo je zasnoval Plečnik. Ta del v bistvu je noter dom je bil nekoč semenišče. Dom je zadnjo rekonstrukcijo doživel leta 1968. Po osamosvojitvi je postopek denacionalizacije trajal vse do leta 2019, zato v objekt niso smeli posegati. In še kako vidno je, kako dotrajana je stavba, prav tako pohištvo, okna. Jaz sem se bal, da jih pozim zebe, no pa zadnjič, ker sem se pa šel vse skazati obratno, da jih v bistvu cel cel tem je večeroma vroče, tle od poletja vročina, pozim pa gretje tako deluje, da je bil pametno. To je tudi edini blok, ki imamo dobesedno 2 čistilke, ker je pač tako, da je to grozno, da če horek, da drhneš ta odstop. Kje so pa duši? Se pa šele naprej. A v srcih študentov, 207 jih biva tukaj, ima AK, kot mu rečejo, poseben prostor. Kaj ste si mislili, ko ste prvič prišli sem? Malo sem bila presenečena najprej, ker nisem se nekaj Facebook zanimala, kako bojo sobe izgledale. Meni je všeč tukaj. Tudi lokacija doma se mi zdi zelo fajna, pač zelo blizu vsega je. Od leta 2019 je akademski kolegi v lasti Mestne občine Ljubljana. Kako se vi pogovarjate z njimi o prenovi akademskega kolegija? V bistvu se ne pogovarjamo o prenovi, pogovarjamo se pravzaprav samo o tem, ali bomo vsako leto podaljšali pogodbo še za 1 leto. Ko bo mestna občina dobila gradbeno dovoljenje, bo zelo verjetno stavbo prenovila, a vse kaže, da ne za potrebe študentov. Ker zgradba sodi v kulturno dediščino, bi bila prenova v modern študentski dom izjemno zahtevna. Zato bo, tako naš sogovornik, bolj smiselno nov dom, večji od AKA, zgraditi na Roški cesti. Generacije spet rastejo. Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in investicije obljubljajo. Nov dom bo na Roški z okoli 380 ležišči. Projekt bo pripravljen do leta 2025. Možnost novogradnje s 160 posteljami preverjajo na Viču, graditi bi ga lahko začeli prav tako čez 2 leti. Ta 2 doma bosta, če bo šlo vse po načrtih, zaživela leta 2027, investiciji sta ocenjeni na 27 milijonov. V Kopru so lani za dobra 2 milijona evrov sezidali prizidek domu Prisoje, ki so ga, tako kot Barko, odkupili od Koprske luke. Oprema pride prihodnji teden, tako da do 1. oktobra bo to vse dokončano, opremljeno. S temi dobrimi 80 posteljami boste nekaj potreb pokrili, še zdaleč pa ne vseh, ki jih imate. Vi bi potrebovali še 1000 postelj. Ja, tako trdim že nekaj let, ampak to je predvsem iz razloga, ker se nepremičninski trg
spreminja. In ravno zato smo ministrstvo vprašali tudi, kako bodo zasebnike stimulirali, da bodo vsaj nekateri raje kot turistom oddajali študentom. Potrdili so nam le, da se je na razpis za zasebne študentske domove za bivanje prijavilo manj študentskih domov kot lansko leto, število ponujenih ležišč pa je 158. V starem delu Prisoj, v nekdanjem samskem domu, smo srečali Danila iz Srbije in Nikolo iz Makedonije, oba študenta fakultete za matematiko in naravoslovje. Pa slučajno sem videl reklamu, da je besplatno za nas iz XU i odločio sam dobra prilika. Ima dobra mogućnost za studiranje bolja programa. Soba, v kateri bivata, pa skromnejša, skupno kuhinjo. Kuhinja za 30 študentov. Tako. Primer dobre prakse, ko govorimo o sodobnih pogojih bivanja, je nedvomno tudi ljubljanski dom na Litostrojski. Leta 2006 so ga zgradili, istega leta kot dom FDV in dom na Poljanski. Vsako nadstropje ima dve učilnici, nekateri imajo različne navade učenja, se učijo tudi po noči. V domu imamo tudi več pralnic, se pravi, v študentskem domu se zares trudimo, da nismo več samo postelja in streha nad glavo, da v bistvu probamo tem stenam nekako dati utrip, dati dušo. 406 postelj imajo, potrebe pa, tako kot povsod v prestolnici, precej večje. Gre za dokaj veliko kuhinjo z jedilnico in dokaj velike sobe. Ti apartmaji so nekje od 46 do 57 kvadratov, nekje od 104 do 116 evrov na mesec. Tako kot so študentski domovi, novejši in starejši, obnovljeni in dotrajani, boljši in slabši, tako je tudi na trgu. Če smo vam prej pokazali precej skromno stanovanje v ljubljanskih Črnučah. Imate pa še eno akcijo v bistvu začevne, nisem zdaj listo pospravljamo za to, še za unikrove in del. Je ta, ki ga boste videli zdaj, nekaj povsem drugega. A to je ta soba? Ne, soba. Aha. Tukaj smo dve ležišči še prosti. Mi imamo zdaj v tem trenutku 3 mesta še fred. Vsaka precej drugačna. Sobe, vse, toliko. Tukaj imate vse mikrobrojke. 150 evrov, pa preživljina plus stroški, ki ga pa cirka 40 do 60 evrov za 10 sezone. Posoda je samo tako 3,5-4, 2 kompleta za prevleč. Tudi ne rabi človek nič nosi, tega in vsaček vse mesta. Za čim boljše pogoje bivanja se trudijo v vseh domovih. V Mariboru, tik ob mestnem parku, prenavljajo njihov najstarejši dom, kar preprosto ni več izpolnjeval sodobnih standardov. Predvidena investicija je 6,5 milijonov. Vsaka soba ima eno kuhinjsko nišo, kopalnico, to pomeni za 2 osebi. Koliko prostora bo tukaj, za koliko študentov? Nekaj čez 100 študentov. Nižamo seveda število, seveda... Ravno to, vi pravzaprav nižate število postelj oziroma število ležišč, zato da je... dvigujemo, tako je. V Mariboru imajo dovolj postelj za vse študente, ki pridejo študirati na Štajersko. Lani jih je denimo ob začetku študijskega leta 250 ostalo na čakalni listi, a so jih čisto vse vselili v nekaj mesecih. A če ne bi vnaprej načrtovali vseh obnov, imeli vnaprej pripravljene projekte, bi bili na istem kot Ljubljana ali Koper, pojasnjuje direktorica domov. Morda se navzven zdi nepomembno, a občutek, da jim je mar za naš študente, je dober, pravi Žiga Pušnik. Malenkosti štejejo. Pričakovanja so bila, ko bi rekel, v neki mejah normale, pa tukaj dejansko je pa življenje tako nadstandardno. Doma osebno imam zelo slab internet, tako da tukaj je bilo zelo velika nadgradnja, tako da sem raje štel kot doma, zdaj po eni strani. Študentov v prihodnjih letih ne bo nič manj, ravno nasprotno, saj gre, kot radi rečemo, skoraj čisto vsak na faks. Zato, kakšna je strategija države? V načrtu do leta 2030 so celovita obnova objektov, odprava prostorskega primanjkljaja in vzpostavitev sodobne opreme. Do takrat pa na tisoče študentov in njihovih staršev, ki lahko le upajo, da bodo cene tržnih najemnin padle,
A bi si vi sobo na trgu lahko privoščili? Pred 4 leti je bila cena tam, ne? Se pravi, ni bilo tako velikih razlik. Zdaj so pa razlike absurdne. Tu plačujemo okrog 140 evrov na mesec za enoposteljno sobo, medtem ko za apartma v takem razredu plačalo verjetno okrog 300 evrov vsak.